V gradu Vurberk je kot zadnja lastnica živela rodbina Herberstein od leta 1907 do leta 1945. Sam grad pa je doživel že prej in tudi kasneje veliko dogodkov, zaradi katerega je danes v takem stanju, kot je. A Herbersteini so pomembni. 1907. torej je ta rodbina kot zadnja kupila veleposestvo Vurberk, tega leta tudi Ravnopolje. In dejansko ga je obvladovala tam do konca druge svetovne vojne, v času druge Jugoslavije, ko je bilo ozemlje nacionalizirano. Takrat so grad tudi izpraznili in mnogo kulturnega fonda, pohištva, turkerije in orožja je izginilo. S tem pa so po besedah Jambreka tudi osiromašili kraj in grad. Po drugi strani pa so nekaj tega gradiva tudi rešili. Se vemo, grad je bil bombardiran oziroma raketiran 23. februarja 1945 in vprašanje, če bi se kaj od tega še dejansko hranilo, če ne bi bilo na Ptuju in na Češkem ali v Avstriji. Nekaj stvari se je izgubilo za vedno, pisno arhivsko gradivo pa je ohranjeno nekaj v Sloveniji, nekaj pri zasebnikih, potomcih Atemsov in Herbersteinov, največ v Avstriji. Največ ohranjenega gradiva se hrani v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu v fondu rodbine Atems. To tudi gradivo, ki je bilo spisano na gradu dejansko še preden je rodbina Atems prišla v posest samega gradu. To pa zato, ker so navadno stari lastniki prepustili nekaj gradiva, sploh kakšne urbarje, ki so dokazovali kakšna zemljiška posest novemu lastniku. Atemsi sicer gradiva niso pustili na gradu, tako kot mnogi njihovi predhodniki, pa so ga dejansko odnesli s sabo v Gradec, kjer je bil tam, mislim, da do 50. letih 20. stoletja v njihovi plači, potem pa so se odločili, ker so Avstrijci takrat ugotovili, da to gre za pravo kulturno dediščino, njihov arhiv namreč je zelo velik, so ga dali v hrambo v Štajerski deželni arhiv Gradec. Gradivo o bombardiranju oziroma raketiranju pa je Jambrek našel celo v Južni Afriki. Našel sem celo gradivo v Južnoafriški republiki, v nacionalnem arhivu v Pretoriji. Gre za predzadnje panoje, kjer je prikazan sam napad na grad Vurberk, ker dejansko 16. eskadrilja zračnih sil, južnoafriških zračnih sil, ki je bila v sestavu Royal Air Force, je dejansko, ko je izvedla ta napad, je dejansko ta napad tudi snemala. Se pravi, te fotografije, ki so tam prikazane, je dejansko direktni napad na sam grad. Ker dejansko, ko sem prebiral te dnevnike, to bilo tudi za njih, kako bi rekel, nekaj posebnega, da so lahko šli grad uničevati, ponavadi so uničevali vlake ali pa bunkerje, kakšna druga utrjena območja, to pa je bil grad. Prikazovanje zgodovinskih dejstev je koristno tudi za prihodnost. Vsekakor, če bomo na tak način z našimi raziskavami in prikazovanji določenih obdobij oziroma določene zgodovine določenega kraja, kaj prispevali k temu, da bojo razvili neko zavest, da bo to pomembna stvar, pa da se da z njo marsikaj tudi tržiti v turističnem smislu, potem takem bo dejansko ta naša misija, poslanstvo tudi na ta način še dodatno izpopolnjena. In tako se bosta nenazadnje srečali tudi zanimiva preteklost s sedanjostjo ter gradom, ki bo nekoč v prihodnosti mogoče ponovno stal v vsej svoji veličini.